Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci v novi oddaji Vroča tema v podcastu na spletnem portalu domovina.je. Naš nocojšnji gost je dr. Anže Logar, predsednik stranke Demokratov, tudi vodja poslanske skupine uradno nepovezanih poslancev, neuradno demokratov. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Smo že v letu pred volitvami, politična jesen, poslanci se vračate v poslanske klopi. Najprej eno vprašanje, kje ste zdaj demokrati v svojih pripravah na morebitne predčasne volitve, če bi slučajno do njih prišlo, vas lahko Golob preseneti z manevrom predčasnih volitev odstopa? Jaz osebno mislim, da on nima tega političnega čuta, da bi presenetil, ker če bi ga imel, bi to že naredil. Mi smo z pripravami dovolj daleč, da bomo v septembru imeli lokalno mrežo pokrito do te mere, da lahko začnemo pripravljati kandidate za volitve, ki bodo, po moji oceni, sredi marca prihodnjega leta. V vmesnem času bomo imeli še programski kongres, kjer bomo potrdili predvolilni program in na te volitve odšli pripravljeni. Torej ni zapreto z ustanavljanjem odborov, neki komentatorji so na socialnih omrežjih govorili, da gre počasneje, kot je bilo pričakovano. Rekel bi, da gre celo hitreje. Mi na mesec ustanovimo med 10 in 20 lokalnih odborov. Jaz sem osebno prisoten na večini od njih, zaradi tega, ker želim lokalno mrežo tudi osebno poznati, ker mislim, da je ravno to poznavanje, kako diha teren, ključ neke dolgoročne strankarske perspektive. In kdor to govori, bodi si ne spremlja naša socialna mrežja, bodi si pač ni ravno pristaš demokratov. No, je pa dejstvo, da se na večini fotografij pojavljate vi in Eva Irgl. No, saj sta vrsto let bili prepoznavni politični figuri stranke SDS, zdaj na svojem. Kako stranka zraste čez, recimo, stranko enega ali pa dveh obrazov? Mi smo se odločili ustanoviti stranko več kot leto dni pred volitvami, ravno zato, ker kot dolgoletni politik, 25 let sem v politiki, vem, da so ljudje bistvo, torej jedro vsake stranke so ljudje. In če imaš organizirano lokalno mrežo, torej če stranka diha skozi ljudi, ne pa skozi ad hoc ustanovljeno bitje, ki je podprto z mediji, potem ima ta stranka dolgoročno preživetje. In vedno so faze rasti stranke. Jaz sem se zavestno recimo odločil, čeprav so bili tudi drugačni predlogi, da se imenujemo Demokrati, ne pa recimo Demokrati Anžeta Logarja, ravno zato, ker želim oblikovati to strankarsko alternativo, to zmerno politično opcijo, ki je odprta za vse. In dlje kot bo stranka na političnem trgu, bolj prepoznavni bodo posamezniki znotraj te stranke. Najbolj prepoznavni bodo pa seveda postali potem, ko bodo ministri, ko bodo, pomembni funkcionarji, ko bodo poslanci in tako naprej. Tako da bo tisti naslednji mandat ključen za oblikovanje zavedanja, kakšno kapaciteto demokrati prinašamo v slovenski politični prostor. Ampak zdi se, da vas ljudje vendarle želijo ukalupiti, ne vsaj nekako. Logarjeva stranka, ne? Na levi z očitki, da ste pač Janšov satelit, na desni, da ste projekt poskusa uničenja desnice, ne? Nekoga drugega. Mi smo v bistvu prva realna politična alternativa, ki nastaja od spodaj navzgor. Zato nas v bistvu na eni in na drugi poskušajo ukalupiti, ker so navajeni ukalupljanja. Novih političnih alternativ so volivci, tisti, ki to sprejemajo, navajeni način, da nastane tik pred volitvami, zato se imenuje po predsedniku oziroma predsednici in je na nek način ta miselna povezava med novo alternativo in volilno izbiro relativno enostavna. Mi smo se odločili za težjo pot, skratka, samostojna stranka, ki ima ime, ki na nek način povzema naš razlog, zakaj smo na političnem trgu, torej demokrati, in potem počasi razvijanje mreže naprej, ne oziraje se na to, kaj eni ali drugi pravijo. Zdaj, to so vedno, saj veste, če se odzoveš na vsak laješ na poti do cilja, ne boš daleč prišel, zato smo se mi tudi zavestno odločili, da
se ne odzivamo na to vrstne podtikanja, ampak gremo svojo pot naprej v smeri, ki smo si jo začrtali in mislim, da se bo na koncu na volitvah izkazalo, da je to prava. Torej, priznavate, če bi bili Logarjevi demokrati, ne, bi imeli bistveno večje možnosti, konec koncev volilni bazen, če se spomnimo na predsedniških volitvah, 400.000 glasov je šlo prav za ime Anže Logar. Morda, samo to bi uničilo del tega namena, zaradi katerega smo demokrati tudi nastali. Zdaj, nismo nastali zato, da gradim bodisi kult osebnosti, bodisi zato, da na nek način se umestimo zgolj zaradi nekega brenda na politični prostor, ampak se mi uvrščamo v politični prostor zaradi temeljne ideje. To je pa izpraznjenost slovenske politike je pripeljalo do umanjkanja vsebine v politiki. In mi želimo neko zmerno politično držo, ki se osredišča na vsebino, opozoriti, da obstaja tudi drugačna. Zdaj, težko bi rekel, da je na desnem polu izpraznjen prostor. Ni, ne? Tam prostor zaseda ena zelo velika stranka, prostor se odpira, verjetno to vi menite, na sredini. Zdi se, da vedno znova tudi na levi, kjer se pojavi nova stranka z novim imenom. Janez Janša vas odriva proč od sebe, levi vas odrivajo nazaj na desno, češ da ste nekdo, ki bo pomagal sestaviti novo Janševo vlado. Kje je prostor za vas, ob tem, ko vas vsi odrivajo od sebe? Če nas vsi odrivajo od sebe, pomeni, da smo na pravi poti. Jaz mislim, da smo v svoji kontekstualizaciji demokrati tista najvarnejša odločitev za neko evropsko zmerno politično pot Slovenije, ki se odmika od ideologije in se posveča predvsem vsebini. V bistvu, zato mi vedno govorimo o neki politični širini, iz enega preprostega razloga, ker ta delitev na črno-belo, levo-desno je v Sloveniji popolnoma izpraznila nek razumski razmislek, kaj je dobro, in ni dobro samo na enem političnem polu, nekaj je dobrega na levi, nekaj je dobrega na desni, in demokrati smo edini tisti, ki znamo to povezati. No, ampak vi ste bil toliko let drugi človek stranke z desne, ne? Se pravi, a ste se zdaj zavestno tem vrednotam, vidijo vas ljudje vendarle kot desno-sredinskega politika, odpovedal, ali je vaša identiteta še vedno, jaz sem desno-sredinski politik? Kako gledate zdaj na to? Ne, če bi se odpovedal, bi na nek način izdal to, kar sem do sedaj delal. Jaz pravim, da je v tem trenutku Slovenija potrebuje neko zdravorazumsko, na gospodarstvu utemeljeno politično paradigmo, ki je neobremenjena z boju zoper zasebno, boju zoper javno, boju zoper, komunizem, boju zoper, karkoli, fašizem, karkoli opredeljujete. Eno res usmerjeno v jedro dela politike. Torej, naš glavni stavek ali pa prvi stavek je programu, da politika je tu zaradi ljudi, ne obratno. Mi, če smo spremljali ali pa če spremljamo delovanje te vlade, politika živi v mehurčku, ima občutek, da mora predrugačiti družbo, ne pa, da mora glede na spremenjeno geopolitiko ali pa stanje v državi najti rešitev, da je Slovenija na boljšem. Pa mislite, da se volitve dobivajo v Sloveniji na programu ali na ideologiji, na čustvih ljudi? Ni ravno videti, da bi to bilo na programu. Drži, zdaj smo jih vedno dobivali na čustvih ljudi. Ampak pogledajte, kam smo prišli. Ampak zakaj bi bilo zdaj drugače? Enkrat se moramo odločiti, da gremo po drugi poti. Vzemite to kot poskus, da se vrnemo v neko normalizacijo političnega prostora. Sej lahko nadaljujete, sej lahko zbirate črno, lahko zbirate belo, ampak na koncu bo rezultat takšen, kot je zdaj. Vedno bolj bodo nezadovoljni tisti, ki bodo glasovali proti, in vedno bolj bodo nezadovoljni tudi tisti, ki so nasproti. In to prinaša oscilacijo vedno težje na eno ali drugo smer. Zakaj se ne bi enkrat odločili, da je bilo dovolj te politike delitev in da dajmo začeti iskati povezovanje, dajmo začeti iskati tisto, kar nas povezuje, tudi če smo svetovno nazorsko na različnih bregovih. In moja politična pot je dokazala, ne glede na to, na kateri funkciji sem bil, da se da najti soglasje. Pa če so še tako goreli, protestirali, kolesarili, poglejte, v prejšnjem mandatu na področju zunanje politike smo sprejeli
nekaj ključnih zunanje političnih odločitev, ki so bile podprte v državnem zboru, smo zato morali sejati na odboru zunanje politike 7 ur in več, ampak na koncu odločitev je bila taka, ki je držala. In enako vam zagotavljam, da je možno tudi splošno politično, samo treba si želeti to vrstno politiko. Poglejte, gospod Logar, ne? Se pravi, če primerjava državnozborske volitve kot čas, ko gre človek v trgovino nekaj kupiti, ne vem, če je to samo pralni prašek, pa ga bo vendarle zanimalo, kakšne barve je, kakšen vonj ima. Ne? Pričakujete, da bodo ljudje pričakovali od vas, da se opredelite do vsakega od teh ideoloških vprašanj, ker je to za vsakega pomembno. Ne? Zagotovo. Ja. Se boste? Seveda. Sej, to je še druga krilatica. Levo, desno pravi, sem murgelski škrat, sem Janšov satelit. Tretja krilatica, ki leti na demokrate, je pa, da nimamo programa. Jaz se upam trditi, da smo v tem trenutku najaktivnejša stranka, kar se tiče priprave programa. Naš strokovni svet v tem in strateški svet v tem času zaključuje programske izhodišča, ki bodo tisto, kar Slovenija potrebuje v naslednjem mandatu. Ne tisto, kar bi bilo recimo smelo z vidika neke politične opcije ali pa z neke politične stranke, ampak tisto, kar je izvedljivo in kar potrebujemo. Ja, politika se deli ravno na ideoloških vprašanjih in s tem tudi ljudje. Ne? Se pravi, tem ideološkim vprašanjem, ki vi pravite, da jih bi morda raje potisnili na stran, da je čas, da presežemo delitve, ravno zaradi teh ideoloških vprašanj se teh delitev ne da preseči. Ker imamo recimo popolno drugačen pogled na to, kaj narediti s pokopom žrtev povojnih pobojev. Evo, če dava en primer. Ne? Vi se morate do tega opredeliti. Sej se zelo jasno opredeljujem. Zame je nesprejemljivo, da se jih ne pokoplje, zame je nesprejemljivo, da ljubljanski župan onemogoča pokop žrtev Romov na ljubljanskem pokopališču. To so temeljna civilizacijska vprašanja. Kdo je prvi poklicani, da to rešuje? Tisti, ki je tudi v prejšnjem mandatu to reševal, to je predsednik republike oziroma predsednica republike. In če politične stranke to temo vzamejo kot dnevno politično preigravanje, zato ker vedo, da na ta način lahko kumulirajo volivce na svoji strani, je to slaba in umazana politika. Trdim, da če se lotimo oblikovanja neke uspešne Slovenije, bo zelo hitro prišel trenutek, ko bo predsednica republike tudi na tem področju znala in zmogla doseči razumen dogovor. Ker ko bomo začeli sodelovati na drugih področjih, ko bo razvojna kapica nehala biti ideološka tema, ko bomo v svojem žepu videli pozitivne rezultate te politične odločitve, bo tudi lažje najti soglasje na tem področju. In ne trdim, da je treba to umakniti v ozadje oziroma pozabiti. Sploh ne. To so temeljne civilizacijske norme, ki bodo Sloveniji pomagale narediti kvantni preskok naprej, ko bomo rešili našo polpreteklo zgodovino. Ampak kovati politične dobičke iz naše polpretekle zgodovine je pa zavržno. Doktor Logar, je čas pravi za ustanovitev takšne stranke, kot jo vi ustanavljate. Ne? Če pogledava Evropo in polarizacijo mnenj, ne? To ni prisotno samo v Sloveniji, ta delitev, ampak vedno bolj tudi v Evropi. Ne? In če pogledava Golobovo vlado, ki je izrazito, to verjetno se lahko strinjava, izrazito ideološka pri sprejemanju svojih zakonov in potez. Ne? Druga stran se potem še bolj polarizira proč od te politike Roberta Goloba. Želijo nekaj popolnoma drugega. Ne? Vi zdaj iščete neko pot vmes. Ja, zdaj, ne vem, če je. Vse okoliščine pravijo, da ni. Ampak lejte, nekdo mora po tej poti kreniti in pokazati, da je možno iti po tej poti. Na koncu pa tako ali tako volivci izberejo. Sej, moje predsedniško tekmo sem na nek način osnoval na podoben način. Kot veste, nisem napadal ali pa vrnil milo za drago nasprotniku oziroma nasprotnici, ki je včasih uporabljala
tudi kakšne udarce pod pas, ampak sem šel naprej predstavljati to, kar želim kot kandidat za predsednika republike. Včasih se je zdelo, da so čakali na vaš odziv, na neko reakcijo. Ne? Ja, ampak poglejte, če boste gledali potem celoten časovni diapazon kampanje, boste ugotovili, da tudi tisti, ki so bili v kampanji, so proti koncu spremenili svoj narativ. In trdim, da če v politiki se zavestno odločimo, da se od teh demagogij za trenutek odlepimo, saj v politiki je vedno nekaj demagogije, ampak ne, da to postane prevladujoč faktor v politiki. Torej, da se predvsem usmerimo v tisto, kar je dobro za povprečnega državljana oziroma državljanko, bomo ugotovili, da tudi drugi, ki so v tem dialogu, začnejo na drug način niansirati svoj politični način. In odkar smo se demokrati pojavili, boste ugotovili, da je bistveno več pozivov k sodelovanju, kot je bilo predtem. Iz kje pa potem izvirajo ti očitki, po vaše, da nimate jasnega stališča, kot ste ga nekoč imeli? Je to jeza volivcev vaše bivše stranke? To je lepljiv argument. To, če navržeš v javnosti, pa rečeš, nima stališč, tisti, ki rabi izgovor, da ga demokrati ne prepričajo, je to zelo sprejemljivo, zelo enostavno. Tako da, tukaj se ves čas pač pojavlja nekaj enih in istih argumentov, repetitio mater studiorum, večkrat, ko ponoviš, postane resnica in pač na ta način želijo omejiti domet demokratov. Ampak jaz bom rekel, to je normalna politična pot ustanavljanja ali pa nastajanja neke nove stranke. Verjetno zaradi tega drugi izberejo lažjo pot, torej se ustanovijo tik pred volitvami, ko je še ta romantična perioda, zdaj bo prišlo nekaj novega, dobrega in še ni seznanitev s tem, kaj sploh nova stranka predstavlja. Ampak mi smo izbrali pač tako pot, ker se mi zdi bolj poštena, bolj transparentna, odprta in tudi volivke in volivci bodo pred volitvami natančno vedeli, kaj lahko izberejo. Ko govoriva o ponavljanju enih in istih očitkov, ki potem postanejo v glavah ljudi resnica, zdaj, ko spremljam vaše objave na socialnih omrežjih, včasih preletim komentarje in so si zelo podobni. Kdaj boste vrnili mandat? Kako gledate na to? To je pač nesmisel, to je nek pač edini možni odgovor na moj odhod iz moje bivše stranke, ki pač spet pri močnih podpornikih ti bivše stranke da glavni argument, ampak če je to edini argument, potem smo relativno na dobri poti. Vedno pa pravim, da v politiki je treba imeti enaka merila. Zdaj, če bi to veljalo za mene, zakaj recimo to ni veljalo za kakšne poslance, ki so pristopili. Govorite recimo o gospe Ivanuša. Recimo, ja. Ampak, a menite, da kakšen argument tukaj zdrži, da vam je stranka pomagala do uspeha? Tako oni gledajo na to. Če boste spremljali volilno kampanjo, kjer je SDS zmagala, to mislim, da je bilo leta 2018, je bil velik del predvolilne tekme utemeljen na preiskovalni komisiji, ki sem jo vodil v Državnem zboru, v bančnem sistemu, iransko pranje denarja. S tistim svojim 1800 strani dolgim poročilom mislim, da smo naredili v parlamentu izjemno delo z mojimi sodelavci in mislim, da sem kar veliko prispeval k temu, da se je tisto obdobje bančne kriminalitete razkrilo in da se je dejansko jasno povedalo, da niso bili bančniki izjemni strokovnjaki, ki so bili žrtev časa, ampak da so bili lumpje, ki so izkoristili priložnost, ki jo je čas ponujal. In to je moja bivša stranka tudi zelo s pridom izkoristila v predvolilni kampanji. No, se ravno to, kar zdaj omenjate, marsikdo pri vas pogreša, tistega brezkompromisnega, zelo naravnanega Anžeta Logarja v njegovih bojih z Zoranom Jankovićem v Državnem zboru, ki smo si jih zapomnili. Od takrat ste rado veliko bolj pahorjanski, bomo čitali. No, smer je enaka, samo zdaj je usmerjena v pač druge cilje. Zdaj se ne ukvarjam s posameznim drevesom, ampak se ukvarjam z gozdom. To je, da ustanavljanje stranke terja celega človeka in mora biti brezkompromisen, ker kar naenkrat 1000 novih ljudi, 1000 različnih pričakovanj, vse to je treba
uskladiti v nastajanje neke politične alternative in terja celega človeka, zato je glavni fokus usmerjen tu v tistih temah, ki pa se mi zdijo v tem trenutku recimo izjemno pomembne ali pa naznanjajo nek prihod neke nove koruptivne afere ali pa korupcijskega obdobja, recimo, če omenim samo orožarski SDH, tu sem pa še enako brezkompromisen, kot sem bil. Ja, bil ste eden prvih, ki ste začeli opozarjati na nepravilnosti pri gradnji kanala C0. Poglejmo, kam je zdaj to pripeljalo, do tega, da se zdaj pogovarjamo o tem, ali bodo kanal dejansko izkopali iz zemlje, da se gradbenega dovoljenja za zadnjih 100 metrov kanala ne dobi. Ampak vi se pa prav veliko v zvezi s tem niste več oglašali. Zakaj? Ne, jaz sem v svojem času naredil maksimalno, kar sem lahko. Bil sem tisti, ki je to temo postavil na politični jedilnik, tako v mestnem svetu kot v državnem zboru. Sprožil sem tisto obširno javno razpravo o tem, tudi aktivno sem se angažiral. Potem lahko rečem, da sem se tudi aktivno želel angažirati v ministrskem času in sem se. A žal takrat strani ministra za okolje, gospoda Vizjaka, ni bilo posluha, čeprav potem po večjih pogovorih vendarle se je zaustavil, torej se je zahtevalo presojo vplivov na okolje. In v tem obdobju sem naredil, kar sem lahko. Mi sicer v programu Demokratov za prihodnje volitve, če se zadeva ne bo prej uredila, imamo prav tako ustavitev gradnje kanala C0. Mislim, da je to velika okoljska nevarnost, ki jo enostavno ne smemo dopustiti. Cenim pa vse napore, ki jih zdaj opravljajo, bodisi vodja preiskovalne komisije gospa Bah Žibert, bodisi na mestnem svetu Aleš Princ izvajajo. Mislim, da je to vredno pohvale in tudi mislim, da je zaradi tega se je zadeva upočasnila. Če bi se v vaši vladi prejšnji zgodilo, da bi več kot 100 zdravnikov s protestnim pismom se obrnilo na državni zbor, da je treba ta projekt ustaviti, pa bi šlo to tako mimo, brez kolesarjev, brez nevladnikov? Ne bi šlo. Ne bi šlo tako mimo. Ne bi šlo, ne? Ne. Kaj si mislite o tem? Zakaj takrat takšna histerija za Vizjakov zakon, zdaj pa, ko govorimo o dejansko veliki grožnji za pitno vodo, neposredni, ni ničesar? Največja rak rana tega slovenskega sistema, pa tudi političnega, je ravno od teh, da se ne terja od vseh, oziroma da se ne ocenjuje vseh po enakih merilih. Mislim, da to na dolgi rok je strašno škodljivo za družbo, ker oblikuje neke moralne standarde, ki enim dovoljuje več kot drugim. Ta podoben del smo imeli tudi v pravosodju v času recimo bančne krize. Se spomnim, ko je takrat vodja specializiranega državnega sodišča, tožilstva dejal, da ga jezi, ko bančnike pred sodnikom naslavljajo z gospod, čeprav gre za milijonske kraje, medtem ko nekoga, ki je ukradel paštete, pa obdolženi. Ta del se je preselil, se mi zdi, v slovensko družbo. Moj edini prispevek temu je, da se to ne da čez noč urediti, ampak da je to čas nekega zorenja in oblikovanja neke politične kulture. Ves čas smo poslušali, v času zaključka prejšnje vlade, v kateri ste bil vi minister, kako bo naslednja morala poslušati stroko, kako bo naslednja sodelovala s stroko, kadrirala strokovnjake na pomembne položaje. Zdaj se nam dogaja nekaj popolnoma obratnega pod vlado Roberta Goloba, morda celo precej bolj očitno kot pri nekaterih potezah prejšnje vlade. Če greva po vrsti, te dni zdaj poslušamo za argumente proti zakonu o konoplji za osebno rabo. Spet se je oglasilo več kot 10 strokovnjakov na skupni tiskovni konferenci o tem, koliko duševnih bolezni konoplja povzroča v državah, kjer je legalizirana. Ampak vlada vztraja pri sprejemu tega zakona. Kako vi gledate zdaj na to? Tukaj dejansko gredo direktno proti stroki. Ja, ta vlada je brezidejna, to je treba vedeti. Tudi ni kompetentna in še eno nevarnost ima za skladen razvoj družbe, svoje aktivnosti projicira ali pa
odloča na podlagi javnomnenjskih anket. In ko ugotovi, da določen odstotek ljudi nekaj podpira, se potem odloči za nek zelo ideološki politični korak. Mislim, da take vlade v Sloveniji še nismo imeli. Tudi tako škodljive še ne, preprosto zato, ker nima občutka realnosti, živi v nekem mehurčku neke virtualne resničnosti, ki jo, ne vem, javnomnenjski strategi, prišepetovalci ali pa lobiji ustvarjajo očitno okrog predsednika vlade. Predsednik vlade si je pa izbojeval odločilno vlogo, skratka je zelo okrepil vlogo predsednika vlade in na ta način dirigira delo te vlade. In prvi, ki trpi pri tem, pač jih takšen modus operandi doleti, je stroka. Dokler stroka je v sozvočju z tem, kar vlada predlaga, postavljamo strokovo vspredje, ko se stroka s tem ne strinja, se začne, ne vem, križarske vojne zoper posamezno stroko, zoper, ne vem, zdravnike, zdaj se je začel križarski boj zoper zasebne vrtce in tako naprej, zoper gospodarstvo. In v bistvu je vladi vseeno, če s svojimi nespametnimi ukrepi dobi določen krog nasprotnikov, ker si je prej izmerila, da zaradi demagogije dobi pa toliko in toliko dodatne podpore. In to so zaradi tistih bombončkov, ki na dolgi rok v bistvu popolnoma razgrajujejo sistem slovenske družbe, ki je, ne vem, nekaj desetletij normalno funkcioniral, se sprejemajo te neustrezne ukrepe. A je diskrepanca med voljo ljudi in tem, kaj je dobro za ljudi? Zdaj tukaj govorimo o tem, da je na posvetovalnih referendumih Svoboda pravzaprav uspela s 3-4 posvetovalnimi referendumi. Dobili so podporo za to, kar zdaj počnejo, tudi ko govorijo o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Niso dobili. Če ti dobiš 55%, nisi dobil. Če na referendumu glasuje malo več kot polovica za določeno politično rešitev, je to politična rešitev, ki se ji moraš izogniti. Ker to pomeni, da na drugi strani dobiš skoraj polovico tistih, ki temu nasprotujejo. In to je politika delitev. Edini zakon ali pa edina rešitev, ki jo je ta vlada dobila z močno podporo ljudi, je preferenčni glas volilnega sistema. To je edina tema, ki bi jo morali nasloviti kot posledica tistih 3 oziroma 4 referendumskih vprašanj. In tega niso naredili, oziroma so naredili takrat, ko je bilo že jasno, da zadeva ne bo šla skozi, ne pa takoj potem, ko je teh 3/4 volivk in volivcev podprlo rešitev preferenčnega glasu. Zdaj zbirajo se glasovi za referendum, oziroma podpisi za referendum. Boste demokrati kakorkoli sodelovali v kampanji, podprli recimo napore Aleša Primca? Ne, v kampanji ne bomo sodelovali, sem pa v svojimi glasovanji, oziroma demokrati smo svojimi glasovanji jasno povedali, kako nameravamo glasovati. Treba tudi vedeti, da je konec mandata, mislim, da bo pred naslednjo vlado tudi kar nekaj teh stvari, ki jih bo treba ustrezno popraviti, in mi se koncentriramo na naslednje zakonodajno obdobje. Pa lahko še enkrat poveste za naše gledalke in gledalce, kakšna je vaša pozicija pri teh 2 zakonih? Kar se tiče konoplje, prostovoljnega končanja, povsod smo glasovali proti. Zakaj vlada zdaj s temi zakoni, zdaj v tem času? Gre za odvračanje pozornosti? Ja, jaz mislim, da gre za umanjkanje realnih rezultatov, umanjkanje strategije, kaj Slovenija želi, kar pomeni, da je treba politični prostor čim bolj bombardirati z pasimi bombicami, zato da se opredeljuje. To je spet ta negativna politika, ki poskuša ravno zaradi tega nenehnega spopada odmakniti pozornost od glavnih strateških vprašanj. Glejte, kaj se nam v svetu dogaja. V svetu se svetovni red popolnoma prerazporeja. Geopolitika je prinesla neko novo dimenzijo, ko na srečanju ameriškega in ruskega predsednika, ruskemu predsedniku, ki je agresor, rdečo preprogo pripeljajo do letala,
medtem ko evropski voditelji kot šolarčki sedijo v ovalni pisarni pred predsednikom Amerike. Mislim, prišli smo do neke stopne, ko ni več odgovor, saj se bo nekako uredilo. Ne bo se, če ne bomo aktivno posegli v to. In recimo, v tem trenutku je Evropska unija strašno ranljiva, če pa se Evropski uniji kaj zgodi, torej če izpade iz kroga pomembnih igralcev, je pa za nas to življenjska katastrofa. Kar pomeni, da kot država bi morali v tem trenutku najprej javnost seznanjati, kaj je v igri in se prvenstveno ukvarjati z grajenjem, ne pa rušenjem. No, se do vprašanj o zunanji politiki še prideva, jih imam pripravljene, bili ste zunanji minister, ampak če zdaj ostaneva pri morda največji aferi ta hip Golobove vlade, od katere očitno odvračajo pozornost, je to saga o nakupu teh helikopterjev, ne Leonardo. Minister Poklukar se iz dneva v dan zapleta v laži, napove podpis pogodbe v tem tednu. Zdaj naroči notranjo revizijo in pravniki jasno povedo, ta revizija je preiskovanje samega sebe, preiskovanje podrejenih, katerim je že povedal, da je bilo vse v najlepšem redu in da je edina, ki lahko tukaj poseže Državna volilna komisija. Minister Poklukar se spreneveda. Dvoje interpelacij je že prestal. Kaj nameravate zdaj demokrati? Nekaj na glas se je govorilo o tem, da bi morda lahko bil deležen še tretje interpelacije. Je smiselna sploh? Razprava v parlamentu zagotovo je smiselna, ampak to bi jaz zdaj mogoče malce obrnil, da je to bolj že vprašanje za dve koalicijski partnerici. Ker zgubljata popolnoma vso kredibilnost glede na retoriko, ki sta jo imeli pred volitvami in to se bo kazalo tudi v njunem volilnem rezultatu. Skratka, ali je sedenje v udobnih ministrskih stolih tako pomembno, da zamižiš na obe očesi, si pokriješ obe očesi in si zalepiš lepilni trak čez usta ob takem evidentnem primeru politične korupcije. Zdaj so tudi posnetki razprav dela komisije, ki je izbirala ponudnika, prišli v javnost. In minister bi moral že ob imenovanju in potem kasnejše sodni razrešitvi oziroma ugotovitvi kršitev generalnega direktorja policije nemudoma odstopiti v neki normalni politični kulturi. Predstavljajte si, da tisti, ki skrbi za red in zakon, da je imenovan v nasprotju z postopkom. Jaz mislim, da ni države, kjer bi minister, ki je takega generalnega direktorja podpiral in dejansko imenoval, ostal na svojem mestu. Tisti interpelaciji smo enako tudi o helikopterjih govorili, enako smo govorili v drugi interpelaciji. Zdaj imate še več materijala, ne? Še več oprejemljivega. Je še več materijala, ampak volivci na koncu koncev, volivke in volivci niso neumni. Včasih je morda bolje narediti en korak manj kot več, ker Ministrstvo za notranje zadeve tudi z nekimi personalnimi povezavami, z trgovci, z nezakonitimi delavci, enostavno, da to ustane, da tak minister ustane v vladi. Mislim, to reši en temeljni pogled na neko politično kulturo, ki je v času te vlade res dramatično padla. Jaz skoraj si pa upam že trditi, da do dna, ker nižje pa mislim, da žive res ne more iti. In jaz ne vem, še enkrat, to je vprašanje za dva koalicijska partnerja. Zagotovo v primeru, če imata vsaj še trohico tistih stališč, ki sta jih imela pred volitvami, kar sta recimo očitala prejšnji vladi, bi takšno interpelacijo morala podpreti. In zdaj, če bi jo podprla, mislim, da je taka interpelacija smiselna, ampak če bi jo podprla, bi tako ali tako predsednik vlade menjal tega ministra. Vi pravite, da volivci niso neumni, ne? Zdaj v temu se lahko pogovarjava, kaj volivci razumejo in kaj se neki stranki ali pa neki vladi potem dejansko pozna pri merjanju javnega mnenja. Ne? Ta vlada zaostruje davčno politiko v državi ves čas. Ne? Zdi se, kot da je moral nekdo preračunati, da se jim to vendarle izplača, ne? Da se jim to ne bo, da
teptajo gospodarstvo, da se jim to ne bo poznalo, ker očitno tisti, ki delajo v gospodarstvu, podjetniki, obrtniki, niso njihovi volivci in so očitno v tej državi v manjšini. Ne? Da si ljudje pač predstavljajo državo kot se itak davke rabimo, da imamo lahko javno zdravstvo in tako naprej. Ne? Se pravi, so to stvari, ki jih ljudje ne razumejo čisto zares. To do neke mere drži, do neke stopnje. Recimo, tista neumnost te vlade, ko je spremenila takoj na začetku dohodninsko lestvico prejšnje vlade, ki je posamezniku pustila bistveno več sredstev v njegovem žepu, ali pa ukinitev normirancev, to so vsi ukrepi, ki so popolnoma nesmiselni, pa so jo vse tri koalicijske partnerje podpirale in ker so imele takrat na začetku mandata še toliko javne podpore, to ni negativno vplivalo na njihov imidž, čeprav je bilo na račun volivcev. Ampak mandat ima 4 leta, je dolgo obdobje in v tem času je ta vlada 11 novih davčnih oziroma regulatornih omejitev naložila, oziroma mislim zdaj že 12 povprečnemu davkoplačevalcu. Po 12 ponovitvah, verjemite se, pa to že pozna. In če se boste danes pogovarjali z mladimi, ki bolj neobremenjeno gledajo, pa jih recimo politika ne zanima, vam bodo visoke davke, zanimivo navedli poleg stanovanjske politike, enega od pomembnejših argumentov, ki bo odločalo o tem, komu bodo dali svoj glas. Zdi se mi, da je najbolj razjezilo ljudi šele tole zadnje, ne? Pravzaprav ta dodatek za dolgotrajno oskrbo, ki se zdaj pobira, storitev še ni na voljo. Zdaj pa beremo zakon, zdravniki so se oglasili, ne? In tudi za tisto 5. kategorijo oskrbovancev, se pravi tisto, ki potrebuje praktično 24/7 dolgotrajno oskrbo, bo ta na voljo 110 ur na mesec s tem pobranim davkom. Če to preračunava na dan, je to slabe 3 ure. Ja, se pravim, da grozljiva posledica dela te vlade je, da tudi rešitve, ki imajo dober namen, strašno slabo uzakoni. In jih potem naredi na nek način nesprejemljive za državljanke in državljane. Zato jaz vedno govorim, da ta vlada v bistvu v svojem zakonodajnem procesu opravilno nesposobna, ker sprejema pol reforme. Sprejema reforme, ki ničesar ne rešujejo, samo dajo podlago za še slabšo situacijo. In kaj bomo zdaj naredili? Kaj boste vi naredili, če boste lahko delali s to dolgotrajno oskrbo? No, na vsak način je treba narediti en korak nazaj. Država ne more na zalogo z davki zbirati sredstva za storitve, ki jih ne more dajati. Vemo, koliko lahko dajemo in do te ravni lahko oblikujemo novo davčno stopnjo. Dolgotrajna oskrba mora drugače, glede na starajočo se družbo, postati v bistvu tista osrednja kategorija, okoli katere se socialni transferi potem oblikujejo. Ker dolgotrajno oskrbo potrebujemo oziroma bomo potrebovali vsi, ampak jo je treba prilagoditi glede na zmožnosti in glede na te zmožnosti in prihodne trende, tudi druge politike, torej od družinske do stanovanjske, do gradbene, prilagoditi tej uvidu, kam bo v prihodnosti pač naša družba odšla. In potem temu prilagoditi tudi davčno politiko. To ni sredstvo pridobivanja novih denarcev v proračun, ampak je to namenjeno ljudem v zmožnostih, ki jih država ima. In v tem trenutku država praktično, recimo s temi davki na letni ravni pobere približno 1 milijardo dodatnih sredstev, lahko pa zagotovi samo nekih 300 milijonov storitev. 700 milijonov evrov je pa ekstra dobička iz naših žepov za to, zakaj? Da bojo delali orožarski SDH, da bodo kupovali neustrezne helikopterje, da bodo, oglaševali dodatno v medijih. Veste, to so realna vprašanja, ki v sebi skrivajo za to vlado tudi moralni hazard, ker zakaj bi pa ponudili dodatne storitve dolgotrajne oskrbe, ko bi se zajedli v sredstva, ki jih zdaj bojo namenjali nekem drugem namenu. Ampak ta vlada ves čas ponavlja, ne?
mi smo začeli delati, ker prejšnje vlade, tudi 3 Janševe vlade, niso se lotile stvari, ki jih mi zdaj počnemo. Naprimer, da gradijo stanovanja. Ne? To ves čas ponavljajo pri Levici. Da imamo ta hip odprt največji investicijski cikel na cestah po državi, da je zato zastoj kolateralna škoda, recimo, da tako rečem. Niso kolateralna, so predvsem rezultat neustreznega katastrofalnega planiranja. V drugih državah, posebej v sezoni, delajo v tistih časih, ko je minimalni promet, ne pa kot pri nas, ko v skoraj top sezoni zaprejo glavno prometno žilo na Severno-Primorskem. Enako je v stanovanjski gradnji. Povejte mi en projekt, ki so ga realno začeli od nič do izpeljave, do gradnje. To so vse projekti, ki imajo daljšo življenjsko obdobje, ki so se že predtem začeli in so predvsem kitanje z drugim perjem v umanjkanju realnih lastnih rezultatov. In problem te vlade je, da v bistvu nima kaj pokazati. Vse rešitve, ki so jih naredili, so pol rešitve in samo dodatno delijo oziroma povzročajo dodatne probleme, kot je recimo tako imenovana zdravstvena reforma, zakon o zdravstveni dejavnosti, ki bo na koncu žal pripeljala do privatizacije slovenskega zdravstva. Ampak rezultati verjetno teh reform se ne morejo pokazati v letu 2, ampak recimo v naslednjem mandatu. Če bi Golob dobil še en mandat, bi šele potem videli, kaj so sploh naredili. Lahko se pokaže ravno zakon o zdravstveni dejavnosti. Vprašajte na UKC. UKC je prva institucija, kjer je zaradi zakona o zdravstveni dejavnosti padla urologija. 10 od 25 zdravnikov je dalo odpoved in gre v zasebno. Enostavno ne bodo zmogli več tega programa in posledica tega bo zaradi odhoda tistih, ki imajo možnost delati v zasebnem delu, bo v bistvu največ zgubil javni del. Tisti, ki je na voljo vsem nam. Medtem se pa v bližini, neposredni bližini Soče, gradi prva zasebna bolnica, ki bo imela sistem delovanja podoben UKC-ju, podzemni hodniki, skratka sodobna bolnica, ki bo zasebne narave, verjetno si bodo zagotovili še ustrezne koncesije in tisti, ki bodo dodatno doplačevali, bodo imeli prvovrstne zdravstvene storitve, vsi ostali bomo imeli pa javno zdravstvo z pomanjkljivim kadrom, ker jih bo veliko odšlo v zasebni del. Skratka, to je ta logika te vlade, ko naredi razrednega sovražnika, recimo s tem primeru zdravnika, ko sprejme zakon, ki v bistvu doseže ravno nasprotno, kot govori. Torej, ne bo prišlo do razmejitve javnega, zasebnega, ampak bo to en močen razlog, ki bo povzročil, da jih bo več odšlo v zasebno. Pa ne zato, ker bi bili slabi, ker bi si želeli škodovati, ampak enostavno, ker bodo šli na boljše delovne pogoje. Ampak ljudi so pa uspeli prepričati v to vojno svojo, ki jo peljejo proti zdravnikom, da so to zaslužkarji, ki služijo denar na ljudeh. Ja, sej, če večkrat ponavljaš, pa če ti del medijskega prostora stoji ob strani, verjetno to ni nek uspeh. Kaj bomo naredili potem s cestam? Katastrofa, vsak dan je huje. Vi pravite, bilo je zgrešeno. Študije so bile pripravljene, popolnoma zgrešene. Niso predvidele, da zaprtje 2 pasov na štajerski avtocesti pomeni kolaps na obvozih. Prvi dan se je pri zaprtju Vipavske hitre ceste pokazalo, da bomo imeli kolone tovornjakov do meje s Fernesiči. Andrej Ribič je bil včeraj jasen na vprašanje novinarjev. Saj nisem jaz nič kriv. Alenka Bratušek pa s prstom kaže nanj. Na prejšnjo vlado? Ne, na Ribič. Okej. Seveda je direktor Darsa odgovoren. Na koncu koncev je upravljalec avtocestnega križa. Slab menedžment povzroči slabe odločitve. Kaj konkretno je bil že v samem začetku te vlade, ko je zavračala dograditev ali pa širitev avtocestnega križa, narejen neka strateška napaka, ki je za 3 leta zavrla prave odločitve. Kar pomeni, da bo v naslednjem mandatu treba pohitriti te stvari in brez
krepitve javnega transporta, pa tudi širitve avtocestnega omrežja pač ne bo šlo. In to je neka naloga, ki se ji ne moremo izogniti, ki se ji ne more izogniti naslednja vlada, in to bo tudi nekaj, kar bo recimo del koalicijske pogodbe, ki jo bo treba pač v začetku sprejeti. Preden greva še k zunanje političnim temam, eno vprašanje še, s katerim se v mediji zdaj ukvarjamo vsak dan, ker nam pišejo gledalke, gledalci, bralke, bralci, ne. Vsak dan skoraj že je en incident vezan na romsko problematiko, ne. Slišali smo odziv ministra Luke Mesca, ne, da je pač Rome potrebno vključiti v našo družbo, ustanavljajo se centri, sicer bolj počasi, kot so napovedovali, vlada bo zanje dala okrog 5 milijonov. Prebivalci, ki se s temi incidenti vsak dan soočajo, pa pogrešajo odziv države, ki bi bil učinkovit. Kako vi gledate na to romsko problematiko? Z druge strani, z vaše bivše stranke, prihajajo pozivi k legalnem oboroževanju ljudi, ne? Sploh po tistem brutalnem napadu na Antona Čemažarja. Zdaj, zavračam pozive k oboroževanju. Mislim, da je to ampak legalno. Ja, tudi legalno, neprimeren. Mislim, da so tudi lovska društva oziroma strelska društva povedala, da je to nekaj nesprejemljivega. Tu mora država odigrati svojo vlogo. Ampak ker se ljudje počutijo ogroženi. Drži. Ampak ni rešitev quid pro quo, torej na drugi strani oblikovanje ljudskih milic, ali ne vem, kako bi to imenoval. To je primarna naloga države in zanimivo, primarna naloga države, da spoštuje zakone, ki jih sama sprejema. Skratka, da ima enako rigorozna pravila, kot jih ima do drugih državljanov. Če imate vi otroka, ki ga ne pošiljate v šolo, verjetno vam ga bo socialna služba odvzela. Ne? Zakoni morajo veljati za vse enako, torej verjetno tudi za tiste družine, ki svojih otrok ne pošiljajo v šolo. Če imate vi problem, ki pri tem nastane, je, če imate vi nekoga, ki nenehno, pa ne bom rekel, da je Rom ali pa iz kateregakoli drugega etničnega, lahko je tudi posameznik iz družbe, krade po trgovinah, policija ga popiše, dobi prekršek, če nima sredstev, če ima samo socialno pomoč, mu pač tega ne more odvzeti in to lahko naredi 20krat, 30krat, 40krat. Skratka, država je brez moči. To je sistemski problem, ki ga je treba rešiti. Ampak rešiš ga to na ta način, da recimo 2krat je še prekršek, 3. je pa že kaznivo dejanje in vas zagotavljam za kaznivo dejanje, ki terja potem tudi ustrezne posledice in ki potem vpliva tudi na to, da tisti, ki je upravičen do socialne pomoči, ko je v kazenskem postopku enostavno in ustrezno procesiran, izgubi tudi za tisti del pravico do socialne pomoči. Ampak če se zdaj postavimo v kožo povprečnega Dolenjca, kaj je zdaj lažje, če vsak dan iz sosednje vasi letijo v zrak metki, ki priletijo na tvoje domače dvorišče, da boš čakal, da pride prava vlada in to sistemsko uredi, ali da se boš preprosto zaščitil, legalno oborožil? Ja, drži, ampak jaz vas vprašam, kaj je bolj dolgoročno? Da država oblikuje sistem, ki funkcionira, ali da prevzameš pooblastila ali pa usodo v svoje roke. Jaz vam zagotavljam državo. Jaz sem bil v nedeljo, sem bil še trenerju, sem se dobil z županom in sva se prav o tem pogovarjala. In tudi mnenje župana je, da država mora odigrati svojo vlogo. Tam, kjer je treba spremeniti zakonodajo, jo je treba spremeniti, pa ne potrebujete velikih sprememb, predvsem v tej smeri, kot sva se pogovarjala, in rigorozno izpolnjevanje tega. Potem bo zadeva delovala. Enako, zdaj smo poslanci dobili pismo posameznika oziroma skupine državljanov iz tistega dela, ki enako govorijo o nočnem kaljenju miru. Če boste vi v naselju v Ljubljani po 22. uri do 6. zjutraj delali galamo, bo kar hitro prišla rešitev. Medtem ko tisti, ki živijo v tistem okolju, ne dobijo nobene satisfakcije, kar se tega tiče. Še več, če hočeš začeti uradni postopek, mora prijavitelj z imenom in priimkom se prijaviti in kot veste, v Sloveniji rado te informacije se širijo naprej in potem je on žrtev tega in
se potem dogodi to, da raj nihče ne prijavlja. To je problem, ki ga moramo nasloviti. Ko bomo to, pa to se da zelo hitro rešiti, to se lahko v prvem tednu vlade reši, ali v enem tednu lahko ta vlada to reši, in ko bo ta sistem začel funkcionirati, boste ugotovili, da se bo drastično spremenil nivo tega nasilja. Kako pa gledate na argumente? Sicer iz leve strani, iz vlade so prišle glasne obsodbe Žana Mahniča in tudi predsednika SDS Janeza Janše, ko ga je poobjavil zaradi pozivov k legalnemu oboroževanju. Zdaj, argument je, da se večina zločinov ne zgodi z orožjem, ki je legalno, ampak z ilegalnim, nelegalnim orožjem. Ne? Jaz upam, da ta diskurs ne bo postal mainstream slovenskega političnega prostora. Kajti problem je, da Romi imajo nelegalno orožje in z njim streljajo v zrak. Ne? Ja, drži, torej mora policijske posebne enote iti v naselje in narediti nekaj takih racij in potem javnosti predstaviti, kaj so tam zasegali. Potrebujejo pa sodni nalog, ki ga ne dobijo. To smo zdaj slišali. Še vedno ga za mesec dni nazaj ni sodnega naloga, niti za hišno preiskavo. No, to je sistemski problem, ki ga je treba ustrezno nasloviti, ki ga je treba ustrezno rešiti. To je eden od teh korakov, da se te stvari ustrezno rešijo. Pa če se bo sodstvo, upiralo, jaz poznam neko rešitev iz časa preiskovalne komisije, ko mi neka sodnica ni želela odrediti tajnih dokumentov bančnih družb, pa sem potem vsak teden skliceval novinarske konference, katera sodnica je bila tista, ki tega ne želi, pa vam povem, da je bilo tem relativno hitro ugodeno, tem pozivom in je preiskovalna komisija lahko začela delati. Ni rešitev v pozivanju orožja, rešitev je sistemski. Skratka, vi boste to uredili, če boste vladali, pravite. Če se premaknemo zdaj k zunanje političnim temam, moram vas vprašati, kako gledate na zaostrovanje politike do države Izrael. Pravzaprav vsak dan nekaj novega, z desne prihajajo očitki, da pač nekako smo izdali državo, ki nas je med prvimi priznala, ki nam je tudi z orožjem pomagala v času osamosvajanja. Na levi pravijo, da so na pravi strani zgodovine. Ja, zdaj je na mizi sporazum, mednarodni sporazum, ki ga je palestinska stran že potrdila, kjer vojaški vrh naslavlja predsednika vlade Izraela, da ga podpiše, in mislim, da je to zdaj to okno priložnosti, kjer bi veljalo koncentrirati diplomatske napore, da do tega prije. Sprašujem pa se, če zaradi preteklih aktivnosti slovenska vlada tu lahko aktivno sodeluje. V diplomaciji je vedno treba stremeti k temu, da si relevanten sogovornik, in to lahko počneš, če slediš nekim vrednotam in diplomatskim uzancam. Slovenija kot članica, nestalna članica Varnostnega sveta, ima tu še dodatno možnost igrati neko pomembno vlogo. Jaz bi si želel, da takšno vlogo igra. Zdaj, ko pa poslušam predsednika vlade, se mi pa zdi, da spet to vprašanje bolj uporablja kot neko notranje politično temo, zato da glede na to, da v Sloveniji večinoma tudi zaradi naše zgodovine se poistovetimo z recimo tistimi, ki jih definiramo kot žrtve, je v bistvu na ta način lažje recimo igra svojo vlogo, ampak ne vem, če s tem deluje na način, da bi maksimalno prispeval, kakor lahko. Tukaj ste zdaj zelo previden v svojih odgovorih, ampak ste izkušen politik. Veste, kaj vas čaka v predvolilni tekmi? Jasno vprašanje. A se v Izraelu, oziroma ali se v Gazi dogaja genocid? Zdaj, če uporabim besede Tanje Fajon v nekem sporočilu za javnost, mislim, da v začetku leta, je tam zelo jasno povedala, da samo mednarodno sodišče lahko določi genocid. Ampak spomnite se izjav vaših pravzaprav in tudi bivšega predsednika Boruta Pahorja in pogroma, ki je potem temu sledil, ker ste ravno to rekli, da meddržavno sodišče o tem odloča.
Ja, ampak to so besede ministrice za zunanje zadeve, ki jo je medtem jih je očitno pozabila, ampak jaz verjamem, da vztraja pri teh besedah. Kaj vi mislite, da se dogaja v Gazi? Strašna tragedija. Mislim, da je Izrael tu popolnoma napačno se lotil naloge. Sicer ne smemo pozabiti, kaj je bilo povzročitelj, teroristični napad na Izrael. In v tem pogledu mislim, da je to tragedija, posebej vsi civilisti, ki umirajo, in predstavljate si, na tem delu ozemlja bo trajalo kar nekaj časa, da se bo najprej vse zravnalo zemljo, potem pa ponovno zgradilo. In izjave recimo izraelskih oblastnikov o tem, da bojo okupirali Gazo ali pa da bojo aneksirali Gazo oziroma da bo tam postal Izrael, so popolnoma nesprejemljive. In mislim, da smo prišli ravno do tega, do te točke, ko mora diplomacija vseh držav poskrbeti do teh ustavitve spopadov, 60-dnevnega premirja in potem vrnitve talcev in postopnega reševanja teh problemov. In zdaj je to okno priložnosti. Ampak, a takšen scenarij, ki ga zdaj omenjate, pomeni v času premirja ponovno regrupacijo Hamasa? Hamas je teroristična organizacija. Iran priskrbuje orožje Hamasu, daje denar in tako naprej. Lejte, te povezave, če želimo trajen mir, je treba presekati. Teroristično organizacijo je treba, mora prenehati svojim delovanjem, razorožiti. In Netanjahu ima svoj scenarij, kako je to mogoče, ne? Ja, pa na način, ki je nesprejemljiv. Zdaj, jaz mislim, da je zdaj ravno čas, da mednarodna skupnost stopi skupaj in s pritiskom na obe strani naredi rešitev, ki bo omogočala nek trajen mir. Sej tudi, če boste šli v Izrael, sej so protesti zoper tako politiko, ker na dolgi rok to ne prinaša miru. Ampak ravno to je pokazatelj, da je Izrael demokratična država, kjer ljudje lahko protestirajo proti oblasti. To je Izrael edina demokratična država na tem delu. Proti Hamasu v Gazi ne upajo protestirati, ne? Tisti, ki so, tista peščica, kdo ve, kaj se je z njo zgodilo. Ker je teroristična organizacija. Sej, to so te temeljni pojmi, ki jih je treba v takšnih tragičnih zgodbah vedno imeti v vidu in jih tudi upoštevati pri pristopu do reševanja problemov. Kako potem z neko zunanjo diplomacijo prisiliti Hamas k sestopu z oblasti? Te organizacije, ki so neke milice, te vedno delujejo, to so proksi nekega režima in jedro tega je v Iranu. Skratka, Iran je sponzor mednarodnega terorizma. Evropska unija razmišlja o sankcijah zoper Iran, Amerika sankcije zoper Iran in mednarodni pritisk je tisti, ki lahko zelo učinkovito omeji dotok sredstev in orožja do teh proksijev, do teh milic, in v trenutku, ko presekaš to povezavo, v tistem trenutku pač se tudi takšen teroristična celica odmre. To je edini način. Več kot leto dni, odkar je Slovenija priznala Palestino. S tem ne bi pripomogli k miru v Gazi. Nismo, ne? Je bila ta poteza po vaše prava v luči tega, da v Gazi vlada, pač, kot stva sama povedala, teroristična organizacija? Je meni žal, recimo, da Slovenija v tistem času, da je hitela, to je, mislim, da je bilo pred evropskimi volitvami, ni počakala recimo na primernejši trenutek. Zdaj, v tem trenutku se kaže, da bo nekaj držav se odločilo za ta del in recimo, če je to intenca, bi bil zdaj bistveno primernejši čas, da to naredi. Ja, ampak sporočilnost samega priznanja, ne? Vlada je rekla, mi želimo s tem pokazati, da zagovarjamo rešitev dveh držav in premirje v Gazi, ne? Kolegi iz vaše bivše stranke pravijo, s tem so dali nagrado Hamasu, napadeš Izrael in Palestina je priznana kot država. Jaz upam, da vsi še zdaj tudi se podpišemo pod željo oziroma pod intenco po oblikovanju dveh držav. Mislim, da je to nekaj, kar edino lahko funkcionira. Tudi ne smemo vseh Palestincev, mene boli, ko vse Palestince imenujemo nekateri imenujejo za teroriste. Jaz sem bil na Zahodnem bregu, kjer je bistveno bolj
odprta družba, kjer recimo želijo nekega razvoja, ki niso v primežu teroristične organizacije Hamas. Tudi tam volitev ni bilo že koliko, 20 Tudi let? tam volitev ni bilo že, mislim, da od leta 2006 ali 2007, skratka strašno dolgo obdobje, zato ker je prišlo tudi do delitev in do enklav, ampak še enkrat, izognimo se poenostavljanju na dobre in slabe, na črne in bele, na teroriste in dobrotnike. Problem je tako kompleksen, zato ga tudi nismo uspeli rešiti, ali pa ga svetovni red ni uspel rešiti v 60 letih in več, da poenostavljanje ne bo pripeljalo prav do nikjer. Ampak se nam že sama politika sporoča, ne se postavimo na eno stran. Ne? Mislim, da ob neki priložnosti v prejšnji vaši vladi je bila izobešena izraelska zastava pred vlado, ne? Zdaj je bila palestinska. Ne? Ja, s tem ni nič narobe, če izobešaš zastave. Jaz temu ne bi rekel, da pač postavitev na eno ali drugo stran. Mislim, da pač je treba, država mora poskrbeti, da je partner z demokratičnim svetom in s tistimi, ki pač sodeluje. In zdaj manifestira tako ali drugače. Problem je, če to postane del neke paradigme politike, zato da oblikuje javno mnenje znotraj. Če se tragedija zgodi v neki državi, se mi zdi popolnoma normalno, da kot znak nekega spoštovanja izobesi zastavo, tako kot smo izobesili ukrajinsko zastavo. Bi me pa recimo strašno motilo, če bi zdaj začeli izobešati rusko zastavo. Ampak narativ je pa zelo zastrašujoč. Ne? Če ne obsodiš Izraela, da izvaja genocid in se zelo jasno postaviš na palestinsko stran, si deležen pogroma. Ja. Ne? To vas čaka, če ne boste zelo jasno obsodili Izrael, da izvaja genocid. Ste pripravljeni s tem iti v politično tekmo? Jaz sem šel v politično tekmo tako nikoli z nekim fanfarami ali pa prijaznim sprejemom, ampak vedno kot borec, ki je pač želel, da njegova vizija oziroma tisto, kar želi narediti, dobi ustrezen nabor tistih, ki slišijo. Zdaj, ta demagoškost slovenske politike, velika ovira in veliko breme za to, da mi preidemo v neko novo fazo. Jaz sem se odločil, da zato, ker svojim otrokom želim lepšo prihodnost, bom to poskusil. Zagotovo bodo poskusi naleteli na del, ali pa saj del teh poskusov naletel na strašen odpor, ampak jaz mislim, da je vredno poskusiti že za voljo tega, ker je Slovenija tako krasna država, ker ima toliko talentov, toliko sposobnosti, ker smo v zgodovini znali vsa ta obdobja prebroditi, da lahko prebrodimo tudi to težko obdobje, ki je pred nami zdaj. Še eno pomembno vprašanje za vas. Rešitev ukrajinskega konflikta. Srečanje na Aljaski, prej ste bili kritični do rdeče preproge, ampak Donald Trump pravi, ne, jaz sem človek, ki zagovarja mir in to je moje poslanstvo. Ne. Se pravi, končati 3 leta trajajočo vojno, ki je Evropska unija s svojo pomočjo v Ukrajini ni uspela končati, niti s svojimi sankcijami. Se pravi, kaj je potem rešitev? So rešitev pogovori na način, kot jih je izbral Donald Trump? V neki fazi ja, ampak vprašanje je, kdaj ta faza priložnosti za dogovor nastane. Zdaj sem bil tudi že prej kritičen, že ob začetku, ko sem bil še zunanji minister s svojim kolegom, da je evropski odziv preveč mlačen. Skratka, da preveč sklepi ali pa ukrepi, ki jih sprejemamo sedaj, danes niso več učinkoviti, bili bi pa 2-3 mesece ali pa 2-3 korake nazaj učinkoviti. In zdaj v tem obdobju je prišlo do nekega statusa quo, ker se, čeprav morda se zdi, tudi na bojišču bistveno stvari ne spreminjajo in prihaja do neke splošne utrujenosti. Zdaj, to je nek kontekst, ki potem prepričuje k temu, da dva ključna, torej da agresor in tisti, ki je napaden, sedeta za skupno mizo. Igralec, tretji, ki to pomaga, zagotovo je ta del treba
pohvaliti, te napore treba pohvaliti, ampak hkrati se pa treba zavedati, da če ne bo pravičen mir, torej če ne bo nek mir, ki ima trajnostno komponento, potem bo to zamrznjen konflikt, ki bo enkrat drugič tudi eksplodiral naprej. In podatek, ki morda malce bolj oriše, zakaj sem jaz tako skeptičen v tem trenutku glede tega, je, da proizvodnja orožja, težkega orožja v Rusiji v tem trenutku, če ga neha trošiti na bojišču, je takšen, da v 6 mesecih proizvede toliko tankov, topništva, streliva in tako naprej, kot je celotna zaloga nemške obrambne industrije oziroma nemške vojske. Skratka, v pol leta lahko Rusija proizvede toliko, da še z večjo silovitostjo naredi naslednji krog. In če bo uspela na trenutni bojni liniji zagotoviti nove meje, onkraj temeljne listine Združenih narodov, mi imamo potem študijski primer, kjer bodo ostale velesile v naslednjih letih začele enako spreminjati svetovno ureditev. In ne želim živeti v državi oziroma v svetu, v času, kjer zakon moči postane glavno merilo mej posamezne države. Ampak Vladimir Putin je osamljen na Zahodu, ne? Ni pa to tako v drugih delih sveta. Ne? Njegove povezave z Južno Ameriko, z Indijo, s Kitajsko so dobre, ne? Niso ga izločili. Skratka, Donald Trump ves čas zagovarja realno razmerje moči v svetu. Ne? Pravi, Putin ima karte, Zelenskih pa nima. Ne? No, pustimo še nekaj časa, ker tako Združene države Amerike kot Evropska unija ima na voljo močen instrument, to so tako imenovane sekundarne sankcije. Ravno v 19. paketu sankcij Evropske unije, ki se razpravlja, mislim, da bo zdaj v ponedeljek na odboru oziroma na seji zunanjih ministrov EU, kjer opredeljuje te sekundarne sankcije, ki pomenijo to, da tisti, ki kupuje od sankcionirane države, enako je potem podvržen sankcijam. In če Združene države Amerike in Evropska unija skupaj stopijo v sankcioniranje tega, mislim, da je to tako velik udarec za tiste, ki v tem trenutku kupujejo poceni rusko nafto in jo potem preprodajo naprej, da bodo dvakrat premislili, če se odločajo za ta ukrep. Tako da jaz ne bi podcenil moči sankcij, tudi ne bi precenil gospodarske situacije v Rusiji, je bistveno slabša, kot se uradno slika. To je le vojno gospodarstvo zdaj z vsemi posledicami in tudi socialne posledice za rusko družbo so katastrofalne. Imamo že 1.100.000 preminulih v tej vojni oziroma ranjenih oziroma tistih, ki so... Ampak bili pa smo tudi žrtev lastnih sankcij proti Rusiji na nek način. Ne? Smo se ustrelili v koleno, recimo pri uvozu poceni plina in tako naprej. To je pa stvar načel, na katerih je zahodni svet utemeljen. Če se odločimo za popolni merkantilizem, potem pa pomeni, da vsa ta načela, evropsko temeljno pogodbo, evropske vrednote damo na stran in potem začnemo zgolj samo še iskati, kje je najcenejši dobavitelj, ne glede na to, koliko krvi je v tem proizvodu. Debatirava že skoraj celo uro, sva skoraj pri koncu, nekaj kratkih vprašanj v povezavi z demokrati. Namen je bil seveda, da vas naši gledalci in gledalke bolje spoznajo. Ustanavljate podmladek. Zakaj ga potrebujete, demokrati? Kdo so vaši mladi? Podmladek smo že ustanovili. Podmladek tako kot stranka zdaj paralelno oblikuje tudi svoj program. Verjamem, da se bodo aktivno vključili tudi v predvolilno kampanjo, tako z svojimi idejami, predvsem na področju zagotavljanja stanovanjske problematike, pa tudi davčnih področji in študentskega dela, kakor tudi, da bodo aktivni politični sodelavci v prihodnem sklicu parlamenta. Boste lansirali kakšne vplivneže, ne? Recimo SDS ima Zalo Klopčič, je zelo uspešna pri tem, kar počne.
zdaj, nismo razmišljali v tej smeri. Jaz mislim, da je politika samostojna odločitev posameznika in če nekdo s srcem pristopi k stranki in dela, ne rabi to narediti prek vplivneža, ampak rabi to zato, ker ga skrbi njegova prihodnost in takšen podmladek ali pa takšen kader bo tudi bistveno bolj aktiven v prihodnje. Menite, da se ne bo ta naslednja politična bitka odvila izključno na socialnih omrežjih ali pa v veliki meri, ne? Poglejmo samo Roberta Goloba, ne, in Tino Gaber. Robert Golob se slika s psmi na socialnih omrežjih, ko sprejemajo nov zakon, ne, in dobiva veliko všečkov, ne. Zelo populistično, ampak uspešno. Ja, če se ne motim, je Meta napovedala, da bo z oktobra onemogočeno plačevanje političnih oglasov, tako da mislim, da bo to neka sila onkraj Slovenije razrešila ta problem, da ne bo vplival, predvsem še vedno mislim, da bo ta stisk rok in obisk vsakega kotička Slovenije tisti, ki bo pomembno vplival, poleg soočen, in jaz se že veselim tega obdobja, ko bomo tudi predstavljali naš program na terenu. Rad sem med ljudmi in veselim se, da bom lahko čim prej spet z ljudmi debatiral o prihodnosti Slovenije. Koliko se ozirate na ankete? Nina Medija za Dnevnik vam je namerila nekaj več kot 10%, 3. mesto. Mediana za 24 ur niti 4%, ne? Je nek podatek, ki pa ne vpliva na fokus stranke za prihodnje. Zgodnja politična zavezništva. Se vidite v nekem bloku na desni sredini ali morda z Vladimirjem Prebiličem, ki ustanavlja svojo stranko v neki čisto novi sredinski smeri? Jaz mislim, da volilni sistem, kakršnega imamo, ki je v bistvu proporcionalen, hkrati pa volitve posameznikov po volilnih okrajih, je takšen, ki ne spodbuja predvolilnih koalicij, samostojen nastop na listi oziroma na v volilnem bazenu in ljudje se odločijo. Kasneje je pa seveda to stvar nekih usklajevanj programov, kaj je smiselno narediti. Mislim, da za naslednji mandat je ključna koalicijska pogodba. Zelo konkretna, z zelo konkretnimi usmeritvami, tudi mogoče s takimi, ki so bile recimo zdaj demagoške, kot je recimo razvojna kapica, pa sprememba dohodninske lestvice, torej sploščitev te dohodninske lestvice. Mislim, da je treba zelo na začetku povedati, tudi v času že volilne kampanje, zato da potem ne prihaja do kakšnih negodovanj. Velik del populacije je zelo jezen na Roberta Goloba, velik del na Janeza Janšo še na prejšnjo vlado in na njene ukrepe. Ko boste vprašani, s kom od teh dveh bi raje sodelovali, kakšen je vaš odgovor? Obstaja alternativa, demokrati. Ja, ampak se vemo, ne? V proporcionalnem sistemu morate sodelovati. Ampak danes sva 6 mesecev in pol pred volitvami, tako da počakajmo na volitve. Obstaja alternativa, demokrati. Če rečemo, da imamo zdaj na oblasti, težko rečemo v vseh pogledih levo-sredinsko, morda že kar malo bolj levo vlado, je naslednja vlada mora biti sredinska, desno-sredinska. Bi šli v vse kombinacije? Vlada politične širine z poudarkom na vsebini. Ja, ampak recimo, če je možnost, da se sestavi desno-sredinska vlada z SDS-om in NSI-jem, bi šli v takšno vlado? To sem že povedal, da za dobro slovenske družbe potrebujemo politično širino. Mi bomo za to poskrbeli, demokrati. V nasprotnem primeru bomo pa naredili vse, kar je v naši moči, da se takšna vlada sestavi. Risali vas bodo zlasti na levi, da ste Janšov satelit. Spomnimo se še recimo naslovnice Mladine, vašega obraza, polovica vašega, polovica Janševega. Ste na to pripravljeni? Saj to že delajo ves čas, tako da to ni nobena sprememba. Tudi tisti, ki delajo, se mi zdi, da ne verjamejo več v to. Tako da mislim, da je jasno, ali pa smo že s svojim dosedanjim delom pokazali, da je to pač argument v sili. Če bo samo to, smo na pravi poti. Kaj lahko pričakujete iz desne? Ali obstaja Janšov famozni predal o Logarju?
Ne vem, a obstaja to. O tem se špekulira, ali obstaja, mene Po moje zanima. ne. Jaz mislim, da ne. Skratka, najlepša hvala, ker ste bili naš sogovornik na Domovini in seveda veliko uspehov v vaši politični tekmi, ki bo, to zdaj vidimo, zelo vroča. Hvala lepa za povabilo. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnji teden.